Ok, lepo pozdravljeni še enkrat vsi skupaj. Upam, da ste imeli prijetno pauzo. Torej, jaz bom na kratko predstavil nek velik izziv, s katerim se soočajo ruralne destinacije, in sicer glede na trenutno situacijo, v kateri smo se znašli in traja že kar nekaj časa, vidimo, da dejansko podeželje pridobiva na pomembnosti glede turizma. In sicer pač ljudje se rajši umaknejo nekam, kjer je manj obremenjeno območje, torej izven velikih mest, gredo radi v naravo, in ta trend računamo, da bo trajal še kar dolgo časa. Kaj pa je treba biti tukaj pazljiv, je pa seveda to, kako obremeniti takšno območje, posebej če turizem predtem ni bil zelo razvit in še ni potrebne infrastrukture. Torej, treba je določiti nosilne zmogljivosti, treba je pogledati turistične tokove in videti, kako naj se takšno območje razvija. Recimo tudi bolj zgoščena ruralna območja, kjer je turizem že precej razvit, so precej obremenjena z porastom domačega turizma, okoliškega turizma, torej vse se je premaknilo iz teh čezoceanskih letov na bližnje destinacije. In Evropa, glede na to, da ima več kot 50% svetovnega turizma, lahko predpostavljamo, da bo še vedno ogromen pritisk naval na ruralne destinacije v Sloveniji, tudi iz drugih delov Evrope v prihodnjih letih. Torej, kako naj takšne destinacije dejansko razbremenijo tista bolj obremenjena območja in zraven razvijajo podeželje, je vprašanje. Torej, če govorimo o modelih nosilnih zmogljivosti, lahko nekje v osnovi iščemo v nacionalnih parkih, ki so že zelo dolgo časa raziskujejo to, kakšno nosilno zmogljivost imajo in kako razporediti obiskovalce. Zraven je dan današnji vedno bolj pomembno tudi ta element lokalnega prebivalstva, torej kako se lokalno prebivalstvo počuti, zadovoljstvo lokalnega prebivalstva in koliko turistov lahko takšna destinacija sprejme. Temu lahko rečemo neka družbena zmogljivost destinacije. Zraven pa jasno tudi, kako turisti dojemajo destinacijo. Seveda, če je destinacija dobro razvita, lahko sprejme večje število turistov, ob tem, da so turisti še vedno zadovoljni. Če pa turisti prihajajo na neko območje, kjer potem nastajajo zastoji, kjer ni potrebne infrastrukture, se pa potem zadovoljstvo turistov zmanjša in takšna destinacija nima neke perspektive za prihodnost. Jasno, potrebno je vključiti koncept trajnosti, torej okoljska, družbena in gospodarska meritev nosilnih zmogljivosti. Seveda pa ta politično-participatoren kontekst pridobiva na pomembnosti, kar pomeni, da se je treba o tem pogovarjati, da je treba vključiti vse deležnike in tudi politično vodstvo na destinaciji oziroma destinacijske organizacije in tudi jasno občine. Zdaj, če si pogledamo par primerov, kako v bistvu slovenski turizem deluje, vidimo na levi zgornji sliki nočitve v Sloveniji, na desni zgornji sliki objave na TripAdvisorju. Kot vidimo, jasno, to dobro sovpada. Zraven na spodnjih slikah je pa primer Bleda, kjer imamo interesne točke, torej tiste točke, ki predstavljajo zgoščeno turistično ponudbo in pa interese turistov. Kar ponovno vidimo, da te stvari dobro sovpadajo in na podlagi tega lahko sprejemamo neke strategije, neke odločitve, kako razbremeniti tiste bolj obremenjene dele in razvijati okoliške destinacije, ki so manj obremenjene, pa imajo še vedno veliko potenciala za razvoj. Recimo deli turistični tokovi tukaj, to so zbrani na podlagi objav iz TripAdvisorja, kjer so potem agregirani v skupne turistične tokove, torej kako ljudje potujejo skozi Slovenijo. Vidimo, da je v resnici samo par glavnih turističnih tokov v Sloveniji. In tukaj je še ogromno potenciala, jasno, cestna infrastruktura je tukaj izjemno pomembna, da se razvijajo okoliške destinacije in da se te glavne turistične tokove razbremeni. Torej, nekako predlagan model, diagnostični model glede nosilnih zmogljivosti destinacij in turističnih tokov mora sloneti na gospodarskem stebru, družbenem stebru, okoljskem in politično-participativnem stebru. In ta model, to je predlog iz centralnega raziskovalnega projekta, katerega smo delali na Ekonomski fakulteti, smo razvili 17 kazalnikov, torej 12 kvantitativnih in 5 kvalitativnih,
Glede obremenitve okolja, glede razvoja turizma, tako gospodarske kot tudi družbene in okoljske kazalnike smo vključili notri, in tiste vrednosti, ki so presežene, pomeni, da smo v bistvu te kazalnike razdelili v tretjine, in tiste destinacije, ki imajo te kazalnike prekomerno izražene, pomeni, da dobijo nekako rdečo luč in je potrebno ukrepati. Pri rumeni luči pomeni, da moramo to destinacijo upravljati, pri zeleni luči pomeni pa, da je nekako ne prekomerni turizem, ampak podturizem, torej turizem še ni razvit, in tukaj pa lahko določene destinacije še razvijamo oziroma lahko razvijamo turizem v večjem obsegu. Zaradi tega smo to tudi sicer uvedli, ker jasno pred COVID krizo je bilo veliko govora o prekomernem turizmu v določenih destinacijah. In tukaj vidimo posamezne primere glede na letno stopnjo rasti turistov, glede na sezonskost, glede na število turistov na prebivalca in pa glede količine zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca. Vidimo, da določene destinacije izjemno odstopajo od povprečja, da presegajo meje, določene destinacije pa so jasno še vedno podhranjene. Zdaj, kaj je pomembno tukaj gledati? Jasno, uspešnost, indikatorje uspešnosti turizma, ki jih lahko pridobimo iz sourcovih podatkov, statističnih podatkov. Zraven lahko napajamo tudi iz teh big data, lahko napajamo informacije glede razvoja podeželja. Zraven je pa jasno treba vzeti v kontekst tudi teritorialne indikatorje, torej kakšno je območje, kako je razvito, katere industrije prevladujejo, kakšno je prebivalstvo. In to je pa veliko lažje zajeti iz teh big data podatkov, torej veliko lažje je ugotoviti, kakšne so značilnosti podeželja iz posameznih drugih podatkov, kot samo tistih klasičnih statističnih podatkov. In tukaj je potrebno urejati tudi na desni zgornji sliki, kot vidimo, turistične tokove, torej koliko je destinacija izpostavljena turizmu, in pa kontekst destinacije, torej kako je destinacija že razvita, kako se bo razvijala v prihodnosti in kakšne potenciale ima. In na podlagi tega lahko nekako merimo učinke turizma in vidimo tudi, ali turizem še lahko dodatno razvijamo, ali pa je potrebno turizem že začeti upravljati, ali celo deloma začeti zmanjševati oziroma preiti na fazo bolj kakovostnega turizma. Kot pa vidimo na desni spodnji sliki, pa dejansko destinacije v Sloveniji še niso prekomerno obremenjene s turizmom, razen nekaterih ne tako svetlih izjem, če bi temu tako rekli. No, ampak jasno, da pač sezonskost slovenskega turizma je velik pereč problem, kljub temu pa menim, da ima podeželje še vedno velik potencial za zmanjšati sezonskost slovenskega turizma, torej tako jesenski kot pomladanski, hkrati pa tudi zimski meseci lahko izjemno pripomorejo k bolj enakomernemu razvoju turizma. Torej gorske destinacije tako v poletni kot v zimski sezoni pridobivajo na pomembnosti, jasno večina gorskih destinacij lahko klasificiramo kot ruralne destinacije. Tole pa je ena prezentacija izsledkov delavnice, ki smo jih imeli na Bledu, in sicer glede tega, kako bi se moral Bled razvijati. In velik poudarek je bil na tej družbeni dimenziji, torej lokalni prebivalci že čutijo pritisk prekomernega turizma, potrebno je sodelovanje vseh deležnikov, zraven pa je Bled začel diskutirati ravno o tem, kako razbremeniti Bled s tem, da se razvijajo okoliške destinacije. In veliko poudarka je bilo namenjeno tudi meddestinacijskemu sodelovanju. Ne samo razširiti destinacijo, povečati destinacijo, pač pa tudi turiste nekako speljati v druge destinacije, da Bled ne bi bil preobremenjen. In tukaj lahko dejansko vidimo, da ima slovenski turizem še ogromen potencial za razširitev. Jasno je pa potrebno razvijati turizem v tej smeri, da se identificira tiste glavne privlačnosti, da se identificira zmožnosti turizma in pa da se razvije infrastruktura. Tako, na kratko, da ne bom jemal preveč časa za
našo diskusijo na delavnici. Tako da hvala za pozornost in se veselim izsledkov.